Jaz sem poimenovala ta prispevek Življenje na meji, da bi probala ponazoriti pač neko situacijo, nek simptom, ki se mi zdi, da zadeva vse nas, da se tiče vseh nas, oziroma tako kot sem nekako razmišljala, da bom probala zaključiti ta prispevek na ta način, da v bistvu tako imenovano begunsko krizo moramo, se mi zdi, misliti skupaj z nami, in da v bistvu nek boj za emancipacijo oziroma emancipatorni boj ni samo boj za emancipacijo beguncev in begunk, ampak vseh nas skupaj, ne. In zato življenje na meji pač nastopa tle kot neka metafora nekega sistemskega marginaliziranja oziroma izključevanja, vendar tudi kot resnična situacija, ki na nek bizaren način uteleša to metaforo, in to bi naj predstavljala ta fotka, ki se zdaj ne vidi, ampak ni problema, ne. Zdaj pa ta moment izključevanja je seveda izključevanje iz področja enakosti, iz področja skupnosti kot politične skupnosti, ki predpostavlja enake ljudi. In zato sem prej rekla, če razmišljamo o gradnji neke politične skupnosti, ta politična skupnost mora temeljiti na enakosti vseh. Zdaj pa meni se zdi, da v begunski krizi ne moremo razmišljati, brez da bi razumeli pač neko ozadje, neke vzroke in kje smo zdaj mi pod narekovajih v celi tej zgodbi. In sicer se mi zdi, da ko razmišljamo o tako imenovani begunski krizi tukaj in danes, da moramo razumeti nek kontekst širše krize, in sicer krize parlamentarne demokracije oziroma, kako bi Badiou rekel, kapitaloparlamentarizma, to je kriza politične participacije, potem kriza kapitalizma oziroma liberalizma, kar se dostikrat reče neoliberalizem, meni se zdi, da tukaj gre za niti ne neko mutacijo liberalizma, ampak kar za problem liberalizma samega, oziroma krizo produkcijskega načina, in seveda tretji moment, kriza nacionalne države kot politične skupnosti, ki še zdavnaj ni, če je kadarkoli sploh bila pač v bistvu resnična politična skupnost, ki garantira in temelji na resnični enakosti. In tukaj seveda je koncept državljanstva, meja in suverenosti pač vključen, ne. In sicer zato, ker država danes funkcionira kot pač neka zamišljena homogena etnonacionalistična skupnost, ki temelji na principu članstva, ne, in vemo, da vsako članstvo se vzpostavi na izključitvi nečlanov. In tukaj se strinjam z Jelko, ki je prej intervenirala, da v bistvu državljanstvo pač na ta način, kot funkcionira danes, je v bistvu ekskluzivni, izključujoč koncept. In tukaj seveda iz teh treh kriz v bistvu izhaja pač neka frustracija, katere posledica je sistematična produkcija drugega, ne, ki lahko potredi na nas in na našo identiteto. In ta drugi je v tej našem kontekstu in v današnji situaciji, o kateri mi razmišljamo, je seveda begunec, migrant, ki je predstavljen kot radikalno drugačen od nas. In seveda pripelje sabo nek specifičen imaginarij, kako razumemo in to situacijo in kako pač v to situacijo interveniramo. Na vse te probleme bi samo želela opozoriti, pa mogoče, in sem prepričana, bodo govorca za mano govorila več na to temo, na vse te probleme so opozorile vstaje po celem svetu, ki so se dogajale od leta 2012 do 2012-2013. In v bistvu jaz to situacijo zelo povezujem in mislim, da je zelo pomembno razumeti in istočasno misliti pač neke aktivne boje, ki imajo neko svojo genealogijo in neko svojo pot. In vse te probleme, ki so prišli na dan, v bistvu tudi na ta način, so pomembni v razumevanju današnjih bojev in v kontekstualizaciji pač premišljevanja in interveniranja v to današnjo tako imenovano begunsko
begunsko krizo. Tudi so bili glede Slovenije recimo, tudi so bili omenjeni izbrisani, pa druge marginalizirane skupine in seveda vse te aktivni posegi v tovrstno izničevanje enakosti se pač morajo misliti znotraj te neke širšega dolgoletnega delovanja in prizadevanja. Zdaj pa, kako so te stvari med sabo povezane? Kot zelo dobro vemo, je širjenje prevlade svetovnega trga kot merila neke svetovne zgodovinske resnice danes popolnoma normalizirana in logika kapitala je prevladala nad vsemi drugimi logikami in interesi. In je to zmagoslavje globalnega kapitalizma pač kot neka uničevalna in nasilna praksa postalo pač neka popolnoma normalizirana situacija, ker so države in parlamentarni sistemi dejansko samo postali lokalni upravitelji te kapitalistične svetovne strukture. In ker vemo, da kapitalizem kot sistem potrebuje nenehno rast in širitev, razen konkurence in pač tekmovanja, seveda takšen sistem sistemsko proizvaja veliko število odvečnih ljudi. Ljudi, ki niso potrebni. Ne? In to niso samo migranti, to hočem poudariti, to niso samo migranti, so pa migranti najboljši primer oziroma simptom pač te situacije, kjer lahko v bistvu paralelno mislimo tudi brezposelne, brezdomce, če hočemo tudi študentje, ženske, istospolno usmerjene in tako dalje in tako dalje. Torej vse tiste, ki popolnoma ne ustrezajo globaliziranem kapitalističnem sistemu, kjer si lahko ali potrošnik ali proizvajalec. Torej, če nisi ne eno, ne drugo, potem te v bistvu ta sistem ne potrebuje in si odvečen. In kot vidimo, so migranti oziroma begunci, jaz ne bi zdaj šla v neko diskurzivno distinkcijo teh terminov, kar me v bistvu niti toliko ne zanima, pa mislim, da ni bistvena v tem kontekstu, ampak so to ljudje, ki so ostali ne samo brez držav, ki jih ščitijo, ampak so ostali brez kakršnekoli identifikacije v tem kapitalističnem sistemu, niso ne proizvajalci in ne konzumenti. In zato jih v bistvu ta sistem ne potrebuje. Torej so lahko stacionirani na mejah, na fizičnih mejah med državama in lahko samo že kot rastline pač parazitirajo. Ne? Zdaj pa bi še nekaj o konstruiranju nacionalne države, zakaj, v bistvu, ko govorimo o tem izključevanju in potem govorimo o tem, da so pač ta izključevanja in te nacionalizmi in rasizmi, ki se porajajo in to, kar je Dari danes nekaj poudaril v smislu, da so migranti samo poudarili ta nek latentni fašizem, ki sicer že obstaja, ne? Ampak se meni zdi, da ne gre za noben eksces, da pač gre za za nek sistem, ki pač to že a priori omogoča, ne? In potem samo v takšnih situacijah, ki so bolj radikalne, se pač to bolj pokaže. Ampak Balibar govori o tem procesu konstruiranja fiktivne etničnosti, ker so te fiktivne etničnosti v bistvu temelj za konstruiranje naroda in nacije, ki potem v bistvu postanejo temelj za nacionalno državo, nacijo. V bistvu ta proces, kot poudari, v bistvu umetno razdeli pojem ljudstvo na dva področja, in sicer na etnos kot ljudstvo, kot imaginarna skupnost pripadnosti in sorodstva, in demos, ljudstvo kot političen emancipacijski projekt, kot kolektivni subjekt reprezentacije, odločanja in pravic. In to je tudi nekaj, o čem smo danes govorili, ne? V bistvu Uršula je to danes odlično izpostavila, v bistvu, da na pojmu etnosa v bistvu ni nič esencialnega, nič takega ni, kar bi mene z mojo tako imenovano etnijo povezovalo bolj kot s komurkoli drugim. Ne? Tako da v bistvu
država, nacija, kot jo imamo danes, v bistvu predpostavlja oziroma postavlja ljudstvo kot etnos nad ljudstvom, kot demosom, kot politično skupnostjo, ki v bistvu bi morala temeljiti in bi morala predpostavljati radikalno enakost. In za te potrebe seveda država rabi specifično, strukturno, objektivno, simbolno nasilje, ki je vedno prisotno, ampak v takšnih situacijah, kot je recimo tako imenovana migrantska kriza, se v bistvu radikalizira in potem šele vidimo vse te razsežnosti, kam to lahko vse gre. To je tudi ta fotka, bi mogla ponazarjati, ker jo ne vidimo. To pa je bodeča žica, to pa so tanki na mejah, to pa so oboroženi vojaki z puškami, zraven otrok, ki igrajo nogomet na drugi strani žice, in materah, ki dojijo svoje otroke v blatu in v dežju. In meni se zdi fascinantno, kako nam je to postalo popolnoma normalno. Da pač mi živimo v državi, ki je obdana z bodečo žico. Pa istočasno recimo mogoče obeležujemo toliko in toliko let fašizma in ponavljamo mantro, naj se nikoli ne ponovi, pa v bistvu niti ne opažamo, da se nam to ponavlja pred našimi očmi. In da smo spet tiho, tako kot se čudimo, zakaj so pa takrat kako je možno, so bili tiho, da niso nič naredili. In v tem smislu vidimo, kako se to objektivno strukturno nasilje države v bistvu v določenih primerih lahko radikalizira in v bistvu mi, ne samo da lahko, ampak mi govorimo, že obstajajo primeri tudi umorov migrantov, beguncev oziroma ljudi, ki, strani mejnih policij, tudi samoorganiziranih čuvajev meja in tako dalje. Torej, ni več to neka nevarnost, ki bi se lahko zgodila, ampak govorimo pač o resnični vojni. In o tej vojni in trdnjavi Evropi se govori pač že 20 let, najmanj 30 let, ampak kako bi rekla, dokler se to pač ni zgodilo nam tukaj na pragu nekako, so to bili sami posamezniki in entuzijasti, utopisti, filozofi, pa zdaj nekako se začenjamo vsi malo več s tem ukvarjati. In v tem smislu država v to neko identitetno mnogoterost vnaša ta simbolni red in potem vidimo, kako je ta simbolni red v bistvu strikten in izključujoč in kako ni enostavno priti noter. Hotela sem samo poudariti, da v bistvu ta nacionalizem, fašizem, rasizem pač ni nekaj, kar je eksces nacionalne države, ampak kar je pač upisano v ta sistem. In zato lahko imamo situacijo, v kateri se pogovarjamo, ali bomo begunce sprejeli, ter na kakšen način jih bomo sprejeli. Ker imamo sistemski občutek, da smo mi tukaj domačini in da se mi lahko odločamo, koga in kako in na kakšen način bomo sprejeli. Zdaj pa bi samo poudarila, da se mi zdi pomembno razmišljati o tem, da je po drugi svetovni vojni, čeprav je prišlo do neke, hotela sem reči, da migrant, priseljenec, begunec, pač to, kar je tema našega današnjega srečanja, v bistvu je razumljen kot ta neki radikalni drugi, kot drugačen, ampak kaj hočem reči, se mi zdi pomembno razumeti, da je to posledica neke kolonialne dediščine, na kateri je utemeljena Evropa in Evropska unija, kjer je v bistvu ljudje, ki prihajajo iz vzhoda ali pa tako imenovanega globalnega juga, so pač razumljeni kot radikalno drugačni. Kot ljudje, ki niso enaki in za katere se bomo mi že odločili, na kakšen način jih bomo sprejeli. In kot vidimo, kar se dogaja danes, v bistvu, čeprav je po drugi svetovni vojni uradno prišlo do teh dekolonizacije
dekolonizacijskih procesov, ne, se evropske kolonialne sile v bistvu nikoli niso umaknile iz pač teh držav in danes je pač ta kolonialna, imperialni procesi potekajo samo na drugačen način. Ne. Torej ni prenehala, ampak gre samo za spremembo načinov imperialističnega posredovanja, cilj je pa še vedno zaščita naših oziroma zahodnih interesov in tudi, če se te načini spreminjajo, je v bistvu še vedno ostaja kapitalski interesi Zahoda na prvem mestu in to so seveda pač izkoriščanje različnih resursov, naravnih resursov in seveda poceni delovne sile. Zdaj pa, kar bi samo poudarila je, da recimo Alain Badiou o tem procesu govori kot o razdržavljanju teh držav, ne, oziroma o procesu coniranja, o spreminjanju teh držav, iz katerih zdaj te ljudje prihajajo, ne, uničevanju teh držav in niti ne postavljanja več, kot je bila praksa mogoče v zadnjih 10 letih, niti ne postavljanja neke nove oblasti, ki bo ubogljiva in ki bo omogočala pač to sistemsko ropanje, ne, ampak pretvarjanje v neke razdržavljene cone, ker bodo vladale samo še oborožene tolpe, ki bodo to ropanje omogočile, tako da odpadejo še te najmanj pomembni procesi pogajanja in jemanja resno pač nasprotnika na drugi strani in pač vidimo, da v bistvu to, kar se dogaja zdaj na Bližnjem vzhodu, je točno to, pač vzpostavljanje nekih oboroženih skupin, ki so v bistvu skoraj da naftna podjetja, s katerimi Zahod v bistvu trguje, čeprav pod masko v bistvu boja proti terorizmu. In zdaj meni je zanimivo, da je Badiou dal primer nekdanje Jugoslavije, no to sem hotel izpostaviti, nekdanje Jugoslavije kot prvi primer pač tega uspešnega razdržavljanja in coniranja teh držav, ker pravi, da v bistvu, ko se je Jugoslavija razpadla, v bistvu namesto nje ni ostalo skoraj da nič več, razen pač enih totalno razprodanih podjetjih, s katerimi v bistvu tako ali drugače upravlja zahodni velik kapital. Ne. In to mi je zanimivo, zato ker je Badiou v bistvu, ko je prišlo do tako imenovane krize v Grčiji, te ekonomske krize, v bistvu že takrat govorijo o Grčiji kot o laboratoriju, ker se bo pač v bistvu, ko se bo v bistvu razširil na celo Evropsko unijo in to je v bistvu točno to, kar se danes dogaja. Jaz bi samo še za konec poudarila, da v bistvu zdaj če izhajamo zdaj iz nekega pač razumevanja, da današnja ta nacionalna država temelji na tem nekem, kako reče zdaj spet Badiou, preveč objektivističnem sparjenju tržne ekonomije in volilnega rituala, ne, kapitaloparlamentarizem, ne, ki generira ta neki, katerega je opisan ta neki rasizem. Kako se zdaj boriti proti temu, ne? Kot sem uvodoma na kratko povedala, zdi se mi ključno in to je tisto, kar izpostavljam, kar nekateri že počnejo na različne načine skozi leta, je pač v bistvu razumeti, da pri vprašanju drugega ne gre za njegovo toleranco, sprejemanje ali pač te neke, kot sem rekla, liberalno-religiozne koncepte, ne, ki v bistvu predpostavlja neko hierarhijo in to, da nekdo nekoga lahko sprejme, drugi pa je lahko samo hvaležen, ne, ampak ravno v bistvu na razgrajevanju te drugosti in razumevanju, da gre tudi za nas, ne, da je migrantska situacija samo tista skrajna situacija, ki se v bistvu, če se s to situacijo nadaljuje, bo zgodila tudi nam, ne, ki smo trenutno v tem privilegiranem položaju. Ne. In na ta način tudi graditi boje skupaj z migranti sami, se pravi, to se že v Sloveniji tudi dogaja, in tudi graditi potem to politično skupnost, resnično politično skupnost, ki je potem skupnost brez drugega, ne, ki je skupnost radikalne enakosti, ker v bistvu sodelujejo vsi člani te skupnosti in se odločajo, kaj je za njih dobro. Ne.
Torej, konsens se gradi neposredno iz članov skupnosti in se o problemih odločajo tisti, katerih se te problemi tičejo. Ne? Tako nekako. Torej, ja, zato je ključno prepoznati, da gre za skupen boj, solidarnost se mora graditi med vsemi izključenimi in tukaj ne gre za humanitarne koncepte sprejemanja, tolerance in pomoči, ki vztrajajo na meji med nami in njimi, in to je na konstrukciji drugega, temveč resnične solidarnosti, ki drugega izniči, in to je iskanje istega. Evo, s tem bom jaz končala. Najlepša hvala.